Ima više skupljene Hrvati što išće. Zato li će tako trapici isto pravda. Poravnaj se. Zdrav! Kordon, poravnaj se. Hodi korakom naprej. Mirno. Časni. Zdrav. Živi nam si narodi, ki krepe dočaka dan, na koder sonce hodi, pretiri sveta bo pregnan. Narodjak prozno sak, ne vrat leso,
brakle sosed pomeja. Šir, no. Za koga? Za Slovenijo! Na mestu odmor. Levim krilom, dvojena pohodnim korakom, na 3. Središče srca Slovenije, v katerem na pobudo Petra Svetika in Jožeta Drnovška že 40 let zbiramo, gojimo in ozaveščamo najplemenitejše misli in najmogočnejše srčne energije vas, dragi vsi gostje današnjega praznika Zveze vojnih vojaških starešin in Zveze policijskih veteranskih društev Sever, srčno pozdravlja in ob tem obeležuje svoj pomen in namen. Ob strokovni težični geodetski točki se namreč ves čas poglabljal tudi njen simbolični pomen, ki nam pomaga pri zavedanju in razumevanju samih sebe, predvsem pa svoje narodne biti. Sveti prostor, na katerem se nahajamo, namreč govori o naših koreninah, o tisočletni pripetosti na to čudovito zemljo in o vsem, zaradi česar smo takšni, kot smo. Naše korenine so naš skupni zaklad, ki nas povezuje v ljubeče sožitje, ne glede na kakršnekoli veroizpovedi in ne glede na kakršnakoli politična in druga prepričanja. Gios, naše skupno srce, nas zavezuje, da to skupno identiteto gojimo in se je bolj in bolj zavedamo. Iz tega zavedanja rastejo naša ustvarjalnost, raznolikost, srčnost, samosprejemanje in navdušenje. Iz vsega srca pozdravljeni in dobrodošli na tem svetem prostoru. Gios je namreč, kot je nekoč bila gospa sveta, tu v stičišču vseh Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov Slovenije, tu v čudoviti naravi in obdani simboli, ki govore o našem razvoju in narodnem obstoju, se še posebno zavedamo izjemne veličine svojega velikega pesnika Franceta Prešerna, ki je iz najglobljega zavedanja svoje narodnosti ustvaril Zdravljico. Izjemno pesem, ki je v letu 2022 že 178 let star načrt mednarodnega prijateljstva in sodelovanja, kakršnega v svetu do danes še ne znamo ustvarjati, niti živeti. V Zdravljici naš pesnik strnil vse, kar naj bi človek dobrega spoznal, kako naj bi se razvil in kaj naj bi ob tem na zemlji ustvaril. Ko nazdravljamo, želimo dobro in tudi spomnimo se dobrih stvari, nazdravimo svoji deželi, svojim koreninam, svojim bratom, vsem Slovencem, pravi pesnik, saj smo potomci sloveče matere. Torej, če sebe ne bomo zdravo spoštovali, nas tudi drugi ne bodo. Nazdravimo tudi vsem narodom, ki si želi, da bi povsod na svetu vladala mir in ljubezen, da bi bili med seboj drugemu le ljubeči sosedje in ne zlobni sovražniki. Nazadnje nazdravimo še sebi, vsem, ki smo se pobratili in ki vemo, da smo bratje lahko samo zato, ker dobro, ker v srcu mislimo. Zato nazdravimo vsem nam, dobrim ljudem. Na mestu skupnega srca nas prav vse spomine na okoliščine, v katerih smo rasli in se razvijali. S hvaležnostjo in ponosom se zato priklanjamo svojemu pesniku, ki je v naše skupno srce
v naš geos vdihnil poslanstvo najvišjih vrednot. Hvaležno in srčno pa se spomnimo tudi vseh simbolov, ki ponazarjajo naš razvoj in obstoj. Lipe, svoje zastave, Tomanove dediščine, ki simbolizira našo zasidranost v ta prostor in nas z barvami miru, povezanosti, ljubezni in duhovne zrelosti spominja na to, kar smo. Spomnimo se vseh pomnikov demokratičnosti in rodoljubja, čudovite povezanosti Zveze veteranov vojne za Slovenijo z geosom in simbolom rodoljuba. Simbolom junaka, ki neoborožen svobodno jaha v spremstvu ptice in je zato že 2600 let simbol miru, povezanosti in srčnega sodelovanja za pretekle in prihodnje čase. Obdan je z okrasnimi kamni iz celega etničnega ozemlja Slovencev, ki imajo na tem svetem prostoru zato svoj dom. Zato naj ponovim vabilo izpred 3 let, spoštovani člani Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever, naj bo geos vedno tudi dom vašega praznika. Ob srčnem pozdravu pa vas, dragi prijatelji, kot vedno vabim k spoznanju, da so medsebojna ljubezen, sprejemanje, prijateljstvo, sodelovanje in negovanje ljubezni do svojega naroda, ob tem pa do vseh narodov sveta, najvišje vrednote in nas osnovno poslanstvo geosa, pa tudi nas vseh. Hvala. Srci zna, za dom solzi, za slovenske domovine. Živi zadnjo grebeni, Ena največjih ironij človeštva je ta, da se je za mir treba boriti. Lepo pozdravljeni, spoštovani veteranke in veterani, dragi gosti in obiskovalci na slovesnosti pri spomeniku rodoljubu na 17. maj, dan vojnih veteranov 1991, ki ga tudi letos skupaj praznujeta Zveza veteranov vojne za Slovenijo ter Zveza policijskih veteranskih društev Sever. Kakšen čas nam je znova namenila zgodovina? Pravzaprav je tak, ki žal potrjuje neko misel o tem, kako da so samo pokojni doživeli konec vojne. Pri nas vojne sicer ni. Že 31 let je ni, odkar ste za njen konec poskrbeli vi
in vaši soborci, ki jih morda ni tukaj, morda ni več tukaj. Pa vendar vas ob dogodkih, ki se dogajajo in o katerih poslušamo, vprašam, kako ste se počutili ob prvih novicah o novem vojnem spopadu v relativni bližini? Vprašam drugače, kam vas je poneslo v mislih? So bili to morda geopolitični in strateško-taktični spomini, agresija veliko večjega proti manjšemu, na to, kako mednarodna skupnost ne pomaga, kaj prida, morda na to, kako se organizira boj, skriva načrte, kako se prilagaja situaciji in tako naprej. Ali pa so bili ti prvi spomini bolj osebni, slovo od družine, čakanje v pripravljenosti, morda celo slutnja konca. Ta čas nam res namenja vzporednice z vsemi tistimi dogodki, zaradi katerih sploh ste veterani. V medijskem ospredju so sicer politični voditelji, pa aktivni vojaki, begunci in žrtve in tako naprej. Vi pa najbolje veste, da ta čas hkrati ustvarja tudi vojne veterane. In verjamem, da si v vseh spominjih, zgodbah in konkretnih izkušnjah, ki jih imate, nihče ne želi, da bi bilo vam podobnih vedno več in več. Zato pa sta današnji praznik in tukajšnji slovesni dogodek v miru in v središču samostojne Slovenije še toliko bolj pomembna. V veselje mi je, da lahko na njem pozdravim načelnika policijske postaje Litija, gospoda Gorazda Sinjurja, župana sosednje občine Moravče, doktorja Milana Balažica ter župana tukajšnje občine Litija, gospoda Francija Rokavca, ki ga prosim za nekaj pozdravnih besed. Lep dober dan, spoštovane veteranke, veterani vojne za Slovenijo in pa seveda Zveze policijskih društev Sever Slovenija. Prav prisrčen pozdrav seveda obema predsednikoma, generalu Ladislavu Lipiču, predsedniku Zveze veteranov vojne za Slovenijo in pa doktorju Jožu Času, predsedniku Zveze policijskih društev, veteranskih društev Slovenije Sever. In pa seveda vsem vam, spoštovani praporaši in pa dragi prijatelji, ki smo se spet zbrali po 3 letih tukaj v srcu Slovenije. Res vam iskrena hvala obema krovnima organizacijama za to, da 17. maj obeležujemo tukaj v srcu Slovenije. To je simbolni kraj, kraj izročilnosti Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov Republike Slovenije. Za mano je ta pomnik, kjer piše: živimo in gospodarimo na svoji zemlji. 14. septembra 1989. leta so se zbrali skoraj da res vsi takratni župani Slovenije pred sprejetjem ustavnih amandmajev in zapisali te znamenite verze: hočemo živeti in gospodariti na svoji zemlji. In zagotovo je ta vers vse skupaj nas navdihoval med osamosvojitveno vojno. Hvala vam za to, da je Slovenija izborila res eno veličastno in res pravično, hitro vojno in dosegla neodvisnost naše države, za katero so hrepeneli naši dedji, pradedje, se borili. Danes seveda lahko živimo v miru. Seveda je zelo blizu nas, tako kot je že povezovalec prej napovedal, spet gorje vojne. In to nam pove kaj? Vedno se je treba zanesti na lastne sile. Samo to je tista moč. Ampak te lastne sile so lahko močne takrat, kadar so enotne. In zagotovo je 17. maj izjemno pomembno sporočilo, da to enotnost krepimo iz leta v leto. Zato vam vsem skupaj res iskrena hvala, da se vsako leto zberemo. Res se 2 leti nismo zbrali zaradi koronskih omejitev,
Vendar pogled danes je še toliko bolj veličasten. In to, da ste se v tako velikem številu zbrali v srcu Slovenije, pove veliko. Da ste ponosni in smo ponosni na svojo državo, na dogodke, ki so se zgodili pred 31 leti in da bomo seveda zastavili vse sile, da to državo očuvamo in obranimo tudi v prihodnje, če bo potrebno. Želim vam res najprej čestitam ob današnjem prazniku veteranov vojne za Slovenijo, hkrati pa seveda vam želim en lep, prijeten dan tukaj v Gevosu, pa seveda, da obišete tele lepote Slovenije, tukaj v srcu Slovenije, tudi še med letom. Srečno, dragi veterani, veteranke vojne za Slovenijo. Sol pa sem izognoni, ko vliga mrak se pogasi, ledoni zvoni strmih glin, le zbujaj mi na dom spomin. Le zvoni mi, tako glasan, bilo moj čestujo tvoj plan, da si mi v srcu polje jad, zvonjenje tvoje slušam rad. Le zvoni mi tako glasan in bilo moj čestujo tvoj plan, da si mi v srcu polje jad, zvonjenje tvoje slušam rad. Obrazih teh se mi zazdi, navdaljni svoji sem vasi, kjer ni mi tuj noben obraz, pozna me vsakogar jaz. Za doma zvon le zvoni mi, na tuji zemlji doni mi. I zvon večerni zvoni zli, le vzbujaj mi na dom spomin. Doma zvon le zvoni mi, na tuji zemlji doni mi. Ti zvon večerni zvoni zli, le zbujaj mi na dom spomin.
sam bom listje grabu, ja sam bom prapročil, ja sam bom dekle ljubu, bom jaz nazaj prišel, ja sam bom dekle ljubu, bom jaz nazaj prišel. Svet smo nekoč znali kot poštevanko na pamet. Bil je tako majhen, da je šel v stisk dveh rok. Tako lahek, da se je dal opisati z nasmehom. Tako navaden, kot v molitvi odmev starih resnic. Zgodovina ni pozdravljala s fanfarami zmagoslavja. Vrgla je v oči umazan prah. Daljne in slepe poti so bile pred nami zastrupljeni vodnjaki, grenek kruh. Naš vojni plen je vedenje o svetu. Tako velik je, da gre v stisk dveh rok. Tako težek, da se ga da opisati z nasmehom. Tako čuden, kot v molitvi odmev starih resnic. K mikrofonu vabim osrednjega govornika današnje slavnosti, doktorja Tomaža Časa, predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Spoštovane vojne veteranke in veterani Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Zveze veteranov vojne za Slovenije, predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, spoštovani gostje, spoštovani praproščaki. Iskreno vas pozdravljam na današnji slovesnosti ob dnevu vojnih veteranov Slovenije 91 na geometričnem središču Slovenije, na Sljuvni pri Vačah, in vam čestitam ob našem prazniku, ki smo si ga izbrali kot 17. maj. Spoštovani, ta dan si nismo izbrali zaradi provokacije, tako kot je to storila vlada, ko je v svojih zadnjih izdihljajih razglasila 17. maj kot dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Mi smo v tem času, ko je sedanja koalicija zelo razočarana, zelo veseli, ker se ponovno vzpostavlja demokracija in ko bo konec enoumja in razdvajanja slovenske družbe. Policijski vojni veterani smo se odločili, da ta dan praznujemo kot dan vojnih veteranov 91 skupaj z vojnimi veterani za Slovenijo, ker smo prepričani, da je potrebno aktivnosti takratnih miličnikov pravilno predstavljati v okviru vseh osamosvojitvenih procesov, ki so potekali ne le v začetku 90-ih let, temveč tudi aktivnosti, ki so potekale konec 80-ih let. Slednje obdobje je bilo pomembno, saj se je slovenska milica srečevala z različnimi grožnjami strani federalnih organov bivše Jugoslavije, ki so zahtevali, da mora milica preprečevati določene demokratične procese, ki so potekali v Sloveniji tudi z organiziranjem protestov in demonstracij. Vsi vemo, da v tistih časih milica ni preprečevala javnih prireditev, protestov in demonstracij, ki so potekala brez dovoljenj, temveč jih je varovala in zagotavljala javni red in mir. Nikoli v vsej zgodovini se milica in policija ni ukvarjala z vsebino, nameni in cilji demonstracij, saj je bila za to poklicana politika, oblast oziroma tisti, proti katerim so bile javne prireditve oziroma demonstracije usmerjene. Pred več kot 30 leti smo bili kot delavci organov za notranje zadeve in miličniki eden ključnih nosilcev aktivnosti za preprečitev politične manifestacije jugoslovanskih centralističnih sil v Ljubljani, katere cilj je bil ustvariti izredne razmere in odstaviti takratno republiško vodstvo. Tako smo zaščitili demokratične procese v Sloveniji in na ta način omogočili sprejem zakona o političnih strankah,
izvedbo demokratičnih volitev ter nastanek samostojne, neodvisne in suverene države Republike Slovenije. Tega nam danes ne more nihče oporekati, še zlasti pa ne samo vklicani zgodovinarji in tisti, ki potvarjajo novejšo zgodovino in odpirajo ideološke teme tudi za razglasitvijo dneva spomina žrtev komunističnega nasilja. Gre za provokacijo vlade v odstopu, kateri ne bomo nasedli. Nasedli tudi ne bomo ponavljanjem laži, da je bila teritorialna obramba razorožena. Ni bila. 16 občin ni oddalo orožja. Ostalo pa je tudi orožje teritorialne obrambe, ki je bilo shranjeno na policijskih postajah. Res pa je, da je takratni republiški sekretar v letu 1990 pred vojno v Republiki Hrvaški prodal orožje za protizračno obrambo, ostrostrelne puške, neprevojne jopče in še kaj. Uspeh v akciji Sever je bil tudi pomembna prvina učinkovitosti našega celotnega varnostno-obrambnega sistema, ki smo ga začeli v letu 90 skupaj z teritorialno obrambo v milici nadgrajevati, ko se je teritorialna obramba organizirala v skladu z zakonodajo, ki je urejala narodno zaščito. Vse navedene aktivnosti smo zaključili leta 1991, ko smo vojni veterani 91 skupaj z državljani in državljankami organizirali vsestransko odločnostjo in vsestransko pripravljenostjo izbojevali samostojnost Republike Slovenije in tako uresničili voljo slovenskega naroda po svoji novi domovini Sloveniji. Zato je prav, da praznujemo dan vojnih veteranov 17. maja, kot spomin na leto 90, ki smo ga umestili v sredino oziroma v središče vseh naših prizadevanj in aktivnosti za osamosvojitev Slovenije in tudi v geometrično središče Slovenije na sredino Slovenije. V soboto 14. maja sem se udeležil proslave, ki je organizirala domoljubna organizacija Tiger ob 13. maju dnevu Tiger. Prvič sem bil na Mali gori na proslavi leta 2001 kot slavnostni govornik. Od takrat redno obiskujem proslavo na Mali gori. Nisem pa se udeležil dveh proslav, ki je na Mali gori organizirala še vlada v odstopu kot dan upora proti okupatorju. Ob spremembi praznika, dan Osvobodilne fronte slovenskega naroda, v dan upora proti okupatorju, sem bil prepričan, da smo želeli temu prazniku dodati določeno širino, oziroma da smo želeli prikazati upor Slovenk in Slovencev proti okupatorju v času druge svetovne vojne in upor državljank in državljanov Slovenije proti agresorjev v vojni za samostojno Slovenijo leta 1991 ter odpor tigrovcev in majstrovih borcev v času njihovega delovanja. Nikakor pa nisem niti pomislil, da gre za namerno zaničevanje 27. aprila in sicer izjemno pomembnega dogodka ustanovitve Osvobodilne fronte. In vlada, ki sedaj upravlja le tekoče naloge, je letos že drugič organizirala proslavo na Mali gori kot prvi odpor proti okupatorju, katere se predstavniki koordinacije seveda nismo udeležili. Torej, vsi, ki smo v koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, kljub vljudnemu vabilu vlade v odstopu, torej nismo šli na Malo goro. To smo na sestanku pri predsedniku države tudi povedali predsedniku in predlagali, da se tudi on ne udeleži te proslave, ker ne gre za državno proslavo, temveč za proslavo takrat aktualne vlade. Dobro se je znašel predsednik države, da ne rečem, da je kopiral nekoga, ki se ni udeležil prvega soočenja pred volitvami. Naj rečem, da vsak malo izobražen ne more šteti dogodka na Mali gori kot začetek odpora proti okupatorju, ko pa so 4 italijanski kolaboraterji skupaj z 3 izdajalci napadli 3 tigrovce, ki so bili na počitku. Pa pustimo vsebinsko vlogo tigrovcev in njihov prispevek v skupni vlogi vseh,
ki danes živimo v samostojni Republiki Slovenije in da smo ponovno na poti v demokracijo in da smo na poti v svobodo. Prav bi bilo, če bi se ob dnevu upora proti okupatorju oziroma dnevu Osvobodilne fronte slovenskega naroda ob vojni v Ukrajini, našem prazniku, več ukvarjali s tem, kako se naj Slovenija začne pripravljati za primer neposredne vojne nevarnosti in za primer vojne. Po mojem skromnem mnenju iskati rešitve samo ob dodatnem oboroževanju in povečevanju števila Slovenske vojske in njene rezerve ni prava, sigurno pa ne edina rešitev. Znano je, da so v takšnih vojnah pred 19. stoletjem zmagovale velike in močne ter dobro oborožene države. V 19. stoletju pa so zmagovale male in slabo oborožene države. Zato se nekateri upravičeno sprašujejo, tudi sam, kako bi se morala Slovenija oboroževati in pripravljati za primer napada na Slovenijo. Tako mnogi uporekajo vladi v odstopu, da je sprejela odločitev za dodatno oborožitev namenila Slovenski vojski preko 700 milijonov sredstev. Oporekanje pa še zlasti močnejše, ko gre za nabavo oklepnih in drugih vozil, ki se uporabljajo predvsem v mednarodnih misijah, njihova neučinkovitost oziroma učinkovitost pa se kaže tudi v ukrajinsko-ruski vojni. In kljub vsem opozorilom nove koalicije je obrambni minister o podpori vlade v odstopu podpisal pogodbo o nakupu omenjenih vozil. Takšno ravnanje ministra je nehigiensko, da ne rečem še kaj drugega. Drugo pomembno vprašanje pa se postavlja tako, kako število ali kako številčno profesionalno vojsko potrebuje Slovenija. Tudi tukaj ni enovitega odgovora, saj je znano, da tudi vojaške velesile v vojnah ali ob svojih posredovanjih v tujini največkrat niso bile uspešne. Zakaj? Ker se okupaciji oziroma agresiji ne uprejo le oborožene sile, temveč državljani in državljanke. To je bilo značilno prav v drugi svetovni vojni, ko je odpovedal obrambno-varnostni sistem bivše Jugoslavije in ko se je začel odpor proti okupatorju. Ta je tvorila zaščitno in vojaško organizacijo za boj proti okupatorju, pripadnost pa je gradila na narodno-osvobodilnem boju, na domoljubju ter torej na obrambi slovenskega naroda pred potujčevanjem, ki so ga izvajali okupatorji s pomočjo izdajalcev slovenskega naroda. Zato smo tudi v Republiki Sloveniji razvijali koncept splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite na podlagi navedenih izkušenj, Ustave Republike Slovenije iz leta 1974 in Zakona o splošni ljudski obrambi in družbene samozaščiti leta 1982, kar je v letu 1990 omogočilo organiziranje manevrske strukture narodne zaščite. Ta koncept je temeljil na vsesplošnem ljudskem odporu zoper vsakogar, ki bi posegal v samobitnost slovenskega naroda, njegovo identiteto, domoljubje in vrednote oziroma tisto, kar je slovensko domovino dela takšno, da so ljudje v njej srečni in zadovoljni, da lahko v njej uresničujejo osnovne človekove vrednote, demokratična načela oziroma načela pravne in socialne države. A žal so bile prav te vrednote zadnji 2 leti v težki preizkušnji in zmagal je razum volivk in volivcev 24. aprila. Tako tudi agresija Jugoslovanske ljudske armade in zvezne milice v osamosvojitveni vojni leta 1991 ni odvrnila samo slovenska milica in teritorialna obramba, temveč tudi državljanke in državljani Slovenije, ki so bili organizirani v narodni zaščiti, civilni obrambi, civilni zaščiti, ter tudi državljanke in državljani, ki so se samo organizirali in izvajali cestne blokade, hranili orožje pred začetkom vojne in zaščitili pomembno infrastrukturo ter svoje objekte in premoženje, ter nudili pomoč slovenski milici in teritorialni obrambi. Zato bo potrebno v Sloveniji opraviti resen razmislek o tem, kako se organizirati in usposobiti druge izven slovenske policije in slovenske vojske za obrambo svoje domovine.
O tem moramo spregovoriti tudi vojni veterani, saj imamo tako modri kot zeleni izjemne izkušnje na tem področju. Spoštovani, vem, da pričakujete, da še več spregovorim tudi o provokativnem sklepu vlade o razglasitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. In to so razglasili na današnji dan, ko mi praznujemo dan vojnih veteranov 91. Mi nismo provokatorji. Ob današnjem prazniku lahko vidijo in praznujejo vsi vojni veterani, se pravi, ki so bili v času osamosvojitvene vojne, ne samo veterani policijski, ali pa modri in zeleni. Spoštovani, ob tem, ko sem omenil, da je vlada v odstopu provokator, poglejte, kaj vse počne vlada v svojih zadnjih izdihajih, kateri so volilci glasno, odločno in z veliko večino rekli ne. In zakaj? Ker je vlada uvedla avtokratski način vladanja, ko nas je poskušala voditi nazaj v enoumje in nas potiskati iz jedrnih držav Evropske unije. Odvija se cunami kadrovskih zaposlitev tudi v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. V zahvalo je vlada za sklepom predvsem katoliški cerkvi za vsako leto zagotovila dodatne milijone evrov davkoplačevalskega denarja. Nacionalna tiskovna agencija je vpisana v razvid medijev. Ali je to mogoče nov fašistični medij? Da ne naštevam vse druge rabote, podtikanja in odločanja v zadnjem času. Vlada ob odhodu je razglasila, da je 17. maj to, kar je rekla, in da se naj obeležuje kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Noben član vlade, tako mislim, ne more vedeti, kaj se je dejansko dogajalo več kot pred 80 leti. Izgleda pa, da berejo spomine podpornikov kolaborantov in izdajalcev iz tistih časov. Po mojem mnenju so razlagalci teh dogodkov tisti, ki želijo spreminjati in utvarjati zgodovino ter razvrednotiti narodnoosvobodilni boj in domobranstvo postaviti v ospredje ob vedenju, da so bili domobranci na strani okupatorjev in izdajalci slovenskega naroda. Ko se v 21. stoletju vladajoča politika ukvarja z drugo svetovno vojno, se mora, če ne nam vojnim veteranom 91 in starejših generacij, mladim zavrteti v glavi in taki politiki reči: ukvarjajte se s sedanjostjo in prihodnostjo, saj ste v 2 letih za nas naredili zelo malo. Zato novi vladi predlagam, a tudi če bo nočna seja, naj sklep vlade v odstopu takoj prekliče in sprejme sklep. 24. april 2022 se razglasi za dan konca enoumja, fašizma in nacizma v Republiki Sloveniji. Mi bomo ta dan praznovali, če bo nova vlada tako odločila. Oni pa bodo, kot so navajeni, prirejali sporedne proslave. Spoštovani, ob zaključku še enkrat čestitam vsem vojnim veterankam in veteranom 91 ob našem prazniku. Čestitka velja, tako kot sem rekel tudi v lanskem letu, tudi tistim vojnim veterankam in veteranom, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov niste včlanjeni v naši organizaciji oziroma organizaciji Zveze vojnih veteranov Slovenije. Če želite pomagati pri naših naporih za boljši jutri ter za človeka vredno življenje vseh v naši domovini, ste prisrčno vabljeni, da se nam pridružite. In to sedaj, ko smo se rešili tistih, ki so se z svojimi, rekel bom narekovaju, inovativnimi ukrepi le fiktivno borili za življenja, pozabili pa so nas človekove pravice, njihove temeljne svoboščine, pravno državo in socialno državo. Ostanite zdravi in radi imejmo Slovenijo, ki postaja svobodna, in upam, da nam bodo nosilci nove oblasti zagotovili človeka vredno življenje in ne bodo razvajali slovenskega naroda. Naredimo vsi vse, da bomo živeli v takšni državi,
ki si jo zaslužimo. Sicer se bomo ponovno videvali ob petki. Lep dan vam želim. Slušaj me nocuj, ti najlepša vasi. Slušaj me nocuj, daj da te daj da s tobou zanem, rožo srne klit. Daj da s tobou zanem, rožo srne Luže zemljo krije, a ljubezni žar. Nama naj zasvije, noči za vsega. Nama naj zasvije, noči za vsegdan. Naj čuje zemlja in nebo, kada s pobratimi pojo. Naj se od uzov razlika, kar tu med nami vsak prisega. Da srce zvestno skoro kako zdaj, ostalo bo srce zvestno skoro kako zdaj, ostalo bo, vekomaj. In če ločitve pride čas, narazna pota žele nas, tu na povratim roko mojo, ti pa podaj desnico svojo. Da srce zvestno samo kako zdaj, ostalo bude vekomaj. Da srce zvestno samo kako zdaj, ostalo bude vekomaj. Da srce zvestno samo kako zdaj, ostalo bude vekomaj. Da srce zvestno samo kako zdaj, ostalo bo,
Najmanjša med vijolicami je napolnjena z nepredstavljivo močjo, ko čaka vsako zimo, da požene v sonce svoj droben cvet. Človek pač ni manj kot roža v poti, da bi umrl, ne da bi si ob tem zaslužil nove pomladi. Spoštovani, pospremimo odhod praporščakov. Praporščaki, mirno. Poravnajte se. Pohodni korakom. Dej. Prizorišče zapuščajo prapori Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, manevrske strukture narodne zaščite v teritorialni obrambi in v organih za notranje zadeve leta 1990, pokrajinskih odborov in območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo ter policijskih veteranskih društev Sever in njihovih odborov. Spremljata jih člana vodnarske sekcije Godbe Domžale, poveljuje jih Dominik Grmek. S tem se je simbolno najmočnejši del današnje slavnosti, Dneva veteranov vojne za Slovenijo, spisal do konca. S petjem so ga obogatili pevci moškega pevskega zbora Svoboda iz Kočevja. Spoštovani veteranke in veterani, v imenu vseh nastopajočih, pa tudi v imenu hvaležnih državljanov, vam čestitam ob 17. maju vašem prazniku. Hkrati pa seveda vabljeni, da ostanete skupaj tudi na sproščenem druženju, ki slavnosti sledi. Srečno!